2020. Hvala Gospodu za njegovo milost, za njegovo dobroto in njegovo zvestobo. In pred nami je novo leto, novi izzivi, nov čas. In postavlja se nam tudi vprašanje, kako bomo živeli v letu 2020. Na začetku leta velikokrat napravimo različne obljube, si postavimo neke nove cilje, ne vem, spremenil bom stil življenja, bolj zdravo bom se prehranjeval, ali moče hodil bom na telovadbo, da mi bo dobro, ali mislil bom pozitivno, da bo vse lepše. In še mnogo stvari bi lahko našteli. Ampak, če resnično želimo poskrbeti za svoje življenje v letu 2020, jaz verujem, da mi potrebujemo eno ravnovesje v svojem življenju. In preverimo iz prvega pisma Tesaloničanom, 5. poglavje, 23. vrsta. Prvo pismo Tesaloničanom 5:23. Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. Apostol Pavel tukaj poudarja celega človeka, celo osebo, duha, dušo in telo. Na začetku leta, kot sem rekel, večkrat napravimo neke nove odločitve. To in to bom spremenil. Ali velikokrat gremo v en ekstrem ali drugi. Se odločim, zdaj bom pa skrbel za svoje telo. In vsak dan lahko spremljamo različne oddaje ali programe ali učitelje, kako živeti zdravo, kako živeti ali imeti eno popolno telo. Vedno smo nekako izzvani, da gremo v en določen ekstrem. Ali vedno se nam dogaja, da za eno več skrbimo in da na drugi strani nekaj zanemarimo. Danes je velik trend. Mora nam biti lepo. Velikokrat se pozdravljamo. Uživaj. In to je dobro in to je vse v redu, ali velikokrat nam za vsem tem nekako razodeva, kako smo odvisni od naših občutkov. Če se danes ne počutim lepo, dobro, potem je vse narobe. Sveto pismo, ali kakor smo prebrali tukaj, nam razodeva, da moramo skrbeti za duha, dušo in telo. Ali Sveto pismo še posebej izpostavlja, da je človek sestavljen tudi iz duha. In to je del, katerega je Bog dal v naše življenje, da lahko komuniciramo ali imamo en osebni odnos z živim Bogom. Apostol Pavel pravi, sam Bog miru naj vas posveti, prežeme, izpolni, da boste ohranjeni ali neoporečno skrbeli za duha, dušo in telo, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. Glejmo primer iz Jesusovega življenja ali primer, ki ga je sam izpostavil. V Janezovem evangeliju v 2. poglavju, Janez 2 od 19 do 22, Janezov evangelij 2. poglavje, od 19 do 22 mi beremo iz Božje besede. Jezus jim je odgovoril in rekel, podrite ta tempelj in v 3 dneh ga bom postavil. Judje so tedaj rekli, 46 let smo zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v 3 dneh. On pa je govoril o templju,
svojega telesa. Ko je bil obojen od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govoril o tem in verovali so pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus. Dogodek, ko so učenci, lahko rekel tudi ljudje v tistem času Jezusu, govorili, kakšen tempelj, kakšna zgradba. Veste, v Jezusovem času je bil tempelj in tudi Jeruzalem eno veličastno mesto. Verjetno je za sam tempelj skrbelo okrog 700 duhovnikov in ljudi, ki so skrbeli, da se je odvijalo vso bogoslužje, žrtvovanje in tako naprej. Okrog 700 ljudi. In poleg tega je bilo veliko dodatnih zgradb, poslopij, kjer so bili ljudje zaposleni in so nekako služili templju. In verjetno je bilo to okrog 20,000 ljudi. To je bilo nekaj veličastnega, nekaj silnega v Jezusovem času. In mnogi so bili navdušeni. In Jezus so rekli, poglej, kakšne zgradbe, kakšen tempelj. In potem Jezus pravi, v 3 dneh lahko postavim novega. Ali v 3 dneh lahko prijedo ene popolne spremembe. In mnogi so se mu začudili, rekli, Jezus, 46 let smo mi gradili ta tempelj. Kako bi ga ti v 3 dneh postavil? In Božja beseda nam potem govori, da je Jezus govoril o templju svojega življenja ali svojega telesa. Ali Jezus nekako izpostavi prioritete v našem življenju. Z ene strani, kaj nam pomaga zemeljski uspeh, če je naše srce prazno? Kaj je izraelskemu ljudstvu pomagal ta veličastni tempelj, če bi to bilo samo eno zunanje obredje, s katerim so častili ali služili Bogu? Jezus v Matejevem evangeliju 23 pravi takole. Matej 23. Gorje vam pismouki in farizeji in hinavci, ker dajete desetino od mete, kopra in kumine, opustili pa ste, kar je v postavi pomembnejše. Pravičnost, usmiljenje in zvestobo. To bi bilo treba storiti in onega ne opustiti. Jezus nič ni imel proti templju. Tempelj je imel svoje mesto. Tempelj je bil tam, da se slavi in časti Bog. Toda namen, katerega je imel tempelj, se je vse bolj oddaljeval. In Židje, ki so služili, častili Boga, so prišli samo v eno golo tradicijo, ritual, obredje. V njihovih srcih, v njihovem življenju se ni več dogajalo. Ali v njihovem življenju je prišlo do enega neravnovesja. Kaj ali kako bomo gradili svoje življenje v letu 2020? Jaz pravim, hvala Bogu za človeški napredek. Hvala Bogu za vsa področja, kjer nam je v življenju lažje. In to je resnica in to je dejstvo. Toda najgloblje človeške potrebe lahko izpolni samo Bog. Ali če človek ne skrbi za svojega duha, katerega mu je Bog dal, da ima osebni odnos z njim, tukaj na tej zemlji, prej ko slej, se začne vrteti v enem krogu. In kaj pravi Jezus pismoukom, farizejem? Tisti, ki so poznali postave, tisti, ki so bili odgovorni za eno duhovno življenje. Pravi, na eni strani ste postali totalno religiozni. Od desetine predsejate komarje, da ja ne bi kje napravili kakšno napako. Toda vaše srce,
je prazno, oziroma pravi, opustili pa ste, kar je postavi pomembnejše. Pravičnost, usmiljenje, zvestobo. Namesto pravičnosti mi lahko danes ali se še vedno bojujemo in borimo s krivico, s koriščanjem, prevaro. Namesto zvestobe, sebičnost, porušeni odnos in še marsikaj. Živimo velikokrat v enem duhovnem neravnovesju. In če želimo v tem letu resnično Božji blagoslav ali mir, radost, življenje, katerega nam Bog dal, je potrebno, da skrbimo tudi za svojega duha. Vse ima svoje mesto, vse ima svoj čas, vse ima svojo odgovornost. Jezus ni povedal, pustite vso zemeljsko življenje in zdaj se samo molite. Ne. Mi imamo vsi odgovornosti, ali v službi, ali na poslu, v templju, to da potrebno je ravnotežje. V tem letu bomo šli skozi različne situacije. Jaz verjamem, veliko bo lepih, ali tudi kar nekaj bo tudi težkih, stresnih. In tedaj se postavlja vprašanje za vsakega izmed nas. Ali želimo živeti v enem duhovnem ravnotežju, ravnovesju? Kako se bomo odločali v določeni situaciji? Kako se bomo odločali v določeni stiski? Marsikaj lahko napravimo za naše telo, za našo dušo, da se dobro počutimo, da nam bo prijetno. Bog nam je dal moč. Marsikaj. To za našega duha mi potrebujemo Boga. Potrebujemo moč in delovanje svetega duha. Jezus v Janezovem evangeliju 8. poglavju od 31. do 36. vrste pravi takole. Janez 8, od 31 do 36. Tedaj je Jezus govoril Judom, ki so verovali van. Če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci. In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Odgovorili so mu, Abrahamovi potomci smo in nikoli nismo bili nikomur sužnji. Kako praviš ti, postali boste svobodni? Jezus jim je odgovoril, resnično, resnično povem vam, vsak, kdor dela greh, je sužen greha. Sužen pa ne ostane pri hiši za vekomaj, sin ostane vekomaj. Če vas torej sin osvobodi, boste resnično svobodni. Jezus se dotakne, lahko bi rekli, globine človeškega srca. Jezus je prišel, ker je vedel in ker nas ljubi, da je človeško življenje najbolj pomembno. In Jezus ve, Božja beseda pravi, da je Jezus vedel, kaj je v človeških srcih. In on ve, kaj je v našem srcu prav danes. In veste kaj, on nas na prvem mestu ne želi obsojati, takšen in takšen grešnik si. Ne. Jezus pozna naše srce in nam želi pomagati. Želi prinesti spremembo. In tako je se isto dogajalo v Jezusovem času. Ko je Jezus živel, ko je Jezus učil, ko je oznanjal, pomaga ljudem. In tukaj ponovno pride z ljudmi skupaj in začne govoriti o nesvobodi, začne govoriti o suženstvu. Začne govoriti o resnici, katera
lahko človeka osvobodi. In mi vidimo v tem odlomku, kako so odreagirali. Abrahamovi potomci smo in nikoli nismo bili nikomur sužnji. Židovsko ljudstvo, izraelski narod. Tako neiskrena izjava. Oni so poznali svojo zgodovino. Njihova zgodovina, da so bili v egiptovskem suženstvu. In zdaj pravi Jezus, mi nismo bili nikoli sužnji. Naš oče je Abraham. In tudi v tistem času, ko Jezus to uči in oznanja, oni so živeli pod rimsko okupacijo. In oni pravijo, mi nismo nikomor sužnji. Izgovarjali so se na Abrahama. Izgovarjali so se na eno tradicijo, na katero so že zdavnaj mogoče pozabili, kaj je v resnici njihov praoče Abraham storil ali bil poslušen Bogu. Veste, mi se velikokrat izgovarjamo na tradicijo, velikokrat se izgovarjamo na neka svoja prepričanja, neko svoje mišljenje. Namesto da bi se ponižali pred Bogom in priznali, Bog, potrebujem tvojo pomoč. Bog, potrebujem tvojo pomoč. Mi danes lahko rečemo, svoboden sem. Mnogi rečejo, jaz sem svoboden. Ali mogoče se ne pogovarja s svojo ženo, mogoče se ne pogovarja s svojim sosedom, mogoče se ne pogovarja s svojim sodelavcem. Mogoče se z nikomor ne pogovarja. In pove, jaz sem svoboden. Lahko smo prijazni drug do drugega. Lahko se smejimo. V našem srcu pa mogoče ljubosumje. Zakaj? Njemu uspeva, meni pa ne. Ali pa zakaj? Grem jaz skozi določeno trpljenje, on pa ne. Veste, v našem srcu se dogaja marsikaj. In Jezus to ve. Jezus je tak, ki nam želi pomagati. Včeraj smo slišali, ko Borut iz Božje besede prebral, ljubosumje je trohnoba v kosteh. To je močna bolezen. Da ti kosti trohnijo. Ljubosumje je trohnoba v kosteh. In veste, Jezus ve, pozna naše srce. In zato želi, da živimo eno življenje v ravnovesju. In če želimo v tem letu živeti eno življenje, moramo skrbeti ali živeti v enem ravnovesju, ravnotežju, kakorkoli bi to imenovali. Ker imamo telo, dušo in duha. In živimo v času, kjer se moče veliko govori ali veliko dela na telesu, živimo v času, kjer se veliko dela na duši, da bi nam bilo lepo, da bi se dobro počutili. In živimo v času, kjer zelo malo delamo na našem duhu. Času, področju, kjer želim imeti skupnost z živim Bogom. Kjer je Jezus povedal. In veste, komu smo prebrali, Jezus pravi, tistim, ki so že verovali van. Tistim, ki so že verovali van. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, ste resnično moji učenci. Želiš biti Jezus učenec? Želiš imeti najboljšega trenerja za svoje življenje? Potem sprejmi njegovo besedo.
Ne mojo besedo. Božjo besedo, Sveto pismo, to, kar je Jezus učil, to, kar nam Bog govori, kar nam Bog ponuja. Ostanite v moji besedi. Čudovito, kakšna možnost, priložnost, da lahko se učimo in spoznavamo v Božji besedi. Če želimo, da bo naše življenje čim bolj notranje, duhovno stabilno, da nas ne bodo premetavali naši občutki, skrbimo za ravnotežje. Naj Jezusova beseda ima največji vpliv v naše življenje. Kaj ti spoznali, lahko rekli, vse bolj bomo spoznavali resnico in resnica prinaša svobodo. In veste, kaj je svoboda? Jezus je pokazal, kaj je svoboda. Obsodili so ga po krivici in ga pribili na križ. On je pa umiril za njih. To je svoboda. Vsi te sovražijo. Ali mnogi in te obsodijo na smrt. Ti pa imaš v svojem srcu svobodo. In poveš, Bog odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Bratje in sestre, draga cerkev, vsi prisotni, to je tisti, ki nas moče spremljati na spletu. Obstaja ena svoboda, ki jo lahko daje samo Bog. In na globoka resnica je, da brez delovanja in moči Svetega Duha v našem življenju mi ne moremo biti svobodni. In Jezus želi spremeniti naše srce. Ali želimo biti svobodni, ali želimo biti sužnji, ali želimo spoznati, kaj je prava svoboda. Jezus zaključi v tem odlomku. Če vas torej Sin osvobodi, boste resnično svobodni v srcu. Jezus je prišel na križ, da umre za naše grehe. Da bi nam najprej prinesel spravo z Bogom, da bi postali notranje svobodni, da ko ga sprejmemo za svojega zveličnega rešenika in priznamo svoje grehe in se pokesamo. Borut je včeraj zelo lepo opisal. Mi danes velikokrat rečemo, če smo zmožni, da nekomu rečemo, oprosti. Borut je včeraj rekel, oprostiti, pokesati se nekaj mnogo več. Pomeni, žal mi je. Želim spremeniti to v svojem življenju. In tako nas Bog vabi, da svoje življenje predamo njemu. V tem letu 2020. Amen.